Tam je zdaj Ksenija Črnuta. Ksenija, kakšne ideje imajo letos mladi in kako bo s Popri? Lep pozdrav, mladi tukaj na Goriškem imajo seveda zelo veliko zanimivih idej, nekatere so že predstavili na letošnjem Startup izzivu. Kakšne so te ideje, pa je najbolje, da nam kar sami povedo. Z mano je Mojca Lipušček, dijakinja Novogoriške gimnazije. Povejte mi, kakšen projekt razvijate in kakšne rešitve ponuja? S šolkami Tajo, Najo in Niko trenutno delamo na projektu imenovanem EkoŠara, ki gre za v bistvu spletno aplikacijo združljivo z fizično nakupovalno košaro, ki kupcu omogoča boljšo izkušnjo nakupovanja, obenem pa razbremenjuje delavce v trgovinah. Kako poteka to delo, kdo vam pri tem pomaga? Idejo za ta projekt smo dobili tekom delavnic v šoli, ko smo delovali pod mentorstvom Primorskega tehnološkega parka, ki je izvajal te delavnice Startup izziva. In ker se nam je ideja zdela zanimiva, smo se odločili, da se zdaj naprej prijavimo tudi na tekmovanje Popri. Kaj pričakujete od tega projekta in tudi od same izkušnje nasploh? Sigurno se nam zdi koristna izkušnja, ki ti prinese veliko znanj, ki so še kako potrebna predvsem v današnjem svetu. Za našo idejo pa ocenjujemo, smo samozavestne in mislimo, da je zelo dobra ideja prihodnosti in zato upamo, da dosežemo čim več tudi na Poprih. Hvala lepa, želim vam uspešno delo. Z mano pa sta tudi učenca osnovne šole Solkan, Mark in Max Vičič. Povejte mi, kaj vidva delata, kako poteka delo oziroma s čim se sploh ukvarjata. Ja, delamo na programu, ki bo izboljšal šolstvo, ker problem je bil, ko smo bili v šoli nadaljavo, nismo imeli nobenih zapisov in ko smo prišli v šolo, pri oceni nismo nič znali. Tako, da smo se izmislili, da bo dal povratne informacije učitelju in učencu. Na nek način pač bo lahko prvi uporabnik tablice dovolil drugemu uporabniku tablice, recimo učitelju, da dostopa do njegove tablice med razlago, videokonferenco in lahko vidi, kaj dela na tablici, recimo miselne vzorce. In pri tem dobi povratno informacijo, kaj bi lahko še dodal. Kako vam gre to delo? Ja, zaenkrat nam gre super, delava PowerPoint, ker prejšnji nam ni ustrezal. Potem moramo narediti samo še tisti praktični izdelek in to je to. Kje pa poteka delo in kdo vam pomaga, kdo vas podpira? Ja, delamo v X centru v Novi Gorici, pomaga nam mentorica Urša in nekateri podjetniki, ki so prišli nas obiskat, a pa smo se dobili na Zoomu. No, naj povem, da se bodo mladi z vsemi temi idejami pomerili tudi letos na Poprih. Že lani pa je na tem tekmovanju sodelovala študentka Ana Marija Čuden. Povejte mi, kakšna je bila vaša izkušnja, s kakšno idejo ste sodelovali in kaj pravite na vse to, kar se je dogajalo okrog Poprav? Ja, res je. Jaz študiram notranjo opremo in lani sva s prijateljico Nežo, kolegico iz faksa, razvili en tak inovativni pohištveni predmet, ki je imenovan Mate oziroma angleško prijatelj in je nudil eno tako pestro paleto didaktičnih elementov za otroke in malčke, da razvijajo pač svojo motoriko. Zdaj, tekom tega projekta Popri bi rekla, da sem se naučila veliko stvari, izpostavila bi pa 3 glavne. Prva stvar bi bila recimo to, da lahko svojo poslovno idejo res preizkusiš pred strokovnimi mentorji, ki se s tem ukvarjajo že kar nekaj časa in tako preizkusiš, kako bi tvoja ideja delovala na trgu. Druga stvar se mi zdi, da je to zelo dobra izkušnja, da se obkrožimo z zelo motiviranimi posamezniki, ki nas torej tudi spodbujajo, nam dajo, vlivajo nek pogum za našo idejo. In kot tretje bi rekla, da sem res počaščena, da sem letos lahko tudi ambasadorka programa Popri, da lahko tudi druge mlade navdušujem nad tem programom in podjetništvom nasploh.
Rekla bi, da je podjetništvo ena taka obvezna oprema za vsakdanje življenje, ker nas opremi s to miselnostjo, da v življenju ni zares težav ali pa problemov, ampak vse dojemamo kot neke izzive. In v bistvu s tako miselnostjo se mi zdi, da smo lahko veliko bolj uspešni. In pa seveda želim spodbuditi tudi druge mlade, da nekako dobijo to izkušnjo, da vejo, da je pri podjetništvu res edina omejitev samo domišljija in da je to res en tak bazar velikih idej. No. Tako da to. Več o tem, kako bo letos s Popri, pa Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka. Kdaj in kako bo letos potekalo to tekmovanje? Ja, rok za prijave je 14. februar na Valentinovo. Časa je še dovolj, da mladi pripravijo svoje ideje. Tekmovanje bo potekalo v 2 fazah. Najprej bodo v začetku marca regijski predizbori in sicer v Novi Gorici, v Ljubljani, Velenju in Novem mestu. Nato pa bodo mladi 5. aprila prišli v Novo Gorico, kjer bo finale tekmovanja in seveda tudi slavnostna razglasitev zmagovalcev. Kaj pričakujete letos? Ja, pričakujemo udeležbo, množično udeležbo, tako kot vselej doslej. Približno 150 podjetniških projektov pričakujemo, za njimi bo stalo približno 500 mladih tekmovalcev in njihovih mentorjev, tako da se tega že veselimo. Kakšne bodo nagrade za tiste, ki bodo najboljši? Ja, nagradni sklad je zelo bogat in sicer finančne nagrade, kar 30 000 evrov bomo razdelili in sicer denarne nagrade zagotavljata Javna agencija Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad. Seveda pa se bodo tekmovalci, tisti zmagovalni, udeležili tudi evropskega tekmovanja EUSER Popri. To bo letos potekalo v Albaniji. In pa med dijaškimi ekipami bomo najboljše poslali na Genius Olympia. To je pa mednarodno tekmovanje, ki poteka v New Yorku. No, tekmovanje Popri poteka že kar nekaj časa, natanko 18 let. Eden prvih tekmovalcev z tega tekmovanja je danes uspešen podjetnik Matija Klinkon. Povejte mi, kakšna izkušnja so bili za vas Popri? Izkušnja je bila zelo dobra. Edino, kar mi je žal, da takrat jaz sem v bistvu končal faks, pa smo imeli ta program, ki smo se vključili v tehnološki park, da nismo imeli že tega prej, že v osnovni šoli ali srednji šoli, tako kot imajo danes možnost to učenci dobiti. Zelo dobra izkušnja, zelo priporočam, toplo priporočam vsem bodočim podjetnikom. Kaj pravite na vse to, kar danes mladim ponuja tehnološki park? Tehnološki park je super prostor, od tega, da imajo coworking, da imajo tečaje, delavnice in vse te stvari, je super za vse mlade, kateri si mislijo iti na podjetniške poti, da pridejo sem in da vidijo sploh njihovo idejo, lahko testirajo in tle mentori pomagajo in da jo razvijajo in da vidijo sploh, kako se lotiti vsega skupaj, v bistvu podjetništva z nule. Tudi sami z njimi veliko sodelujete? Tudi sodelujem, sem tudi mentor občasno za tehnološki park, za te delavnice in tako. Hvala lepa vsem za vse te pogovore. Toliko za zdaj z Goriške.